V letu 2023 obeležujemo 100. obletnico, odkar je bila Nobelova nagrada prvič podeljena ženski. Ta izjemna ženska je bila seveda Marie Skłodowska-Curie in ta, njena prva Nobelova nagrada, je bila priznanje za njene dosežke v fiziki. Njene sanje o znanosti, njena lakota po strokovnem znanju in njena težavna pot do tega, da si je pridobila znanstveno izobrazbo, je še danes navdih številnim ženskam. Spodbujajte ženske, da vstopajo v poklicno usposabljanje in študij naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike. Izjemno prispevajo v korist družbe in človeštva. Hvaležni smo in navdihnjeni ob skupini slovenskih žensk in znanstvenic, ki so v skupini na družbenih omrežjih Science Mamas Vaccine Forum med pandemijo COVID-19 delile svoje znanje in nasvete. Vse dejavnosti, od znamk, ki jih je izdalo nacionalno poštno podjetje, na katerih so upodobljene slovenske znanstvenice, do nagrade za inženirko leta so pomembne zato, da promoviramo znanost med ženskami in deklicami ter proslavimo njihove znanstvene dosežke. Kadar so ženske vključene v upravljanje z naravnimi viri, so izidi boljši za vse, v socialnem, ekonomskem in okoljskem smislu. To nedvomno drži, ko gre za upravljanje z vodo. Glasovi in izkušnje žensk morajo biti del oblikovanja, uresničevanja in vrednotenja politik in programov na področju vode in trajnostnega razvoja, vključno z vodo kot človekovo pravico. Kot soustanoviteljica Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO je Slovenija odločena, da bo razvijala in uporabljala svojo znanstveno in raziskovalno mrežo za trajnostno, etično in takšno rabo umetne inteligence, ki upošteva vidik spola. Slovenija bo še naprej spodbujala enakost spolov na političnem, socialnem, kulturnem, varnostnem in ekonomskem področju. Slovenija se bo zavzemala za popolni dostop žensk in deklic do kakovostne izobrazbe, vključno z digitalno pismenostjo. Slovenija bo spodbujala mednarodno sodelovanje in enake možnosti v znanosti. Slovenija bo pomagala svojim razvojnim partnerjem pri dosegu tega cilja.